Živjo. Živjo. Danes beremo dve zanimivi svetopisemski zgodbi. Starozavezno zgodbo o krivično obsojeni Suzani in zgodbo o nezvesti ženi, ki jo želijo Judje kamnati, a jim Jezus ponudi tisti znameniti stavek: kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Suzana je bila lepa, verna in dobro vzgojena žena. Dva pokvarjena judovska sodnika, ugledna moža na visokem položaju, pa sta si jo poželela. Ker jima Suzana ni ugodila, sta jo nepotešena in jezna po krivem obsodila. Po judovski postavi je bilo pričevanje dveh dovolj, da so te spravili na sodišče. Zgodba dobi preobrat, ko Bog navdihne dečka Danijela, po katerem krivična sodnika zaslišijo in ugotovijo, da sta pričala po krivem. Tako kazen doleti njiju in je Suzana rešena. Kar naju danes še posebej zbodla pri tem branju je, da cerkev daje v branje samo pol zgodbe o Suzani. In sicer do točke, do katere Danijel niti omenjen ni in na koncu zmaga krivični. Berilo se namreč zaključi z besedami: zbor je verjel sodnikoma, obsodili so jo na smrt. To je, kot bi povedali drugo zgodbo, tisto o metanju kamenja, ki ni bilo nikoli vrženo, do točke, ko Jezus izreče tisti stavek in se na to navidezno brezbrižno zasre v tla in nekaj čečka tam po pesku. Če bi bilo to danes, bi se Jezus najbrž spet zagledal v svoj mobilni telefon in nekaj brez veze tam brskal. A se zgodba nadaljuje in izvemo, da so se ljudje ohladili in drug za drugim počasi zapustili prizorišče. Že druga rešena žena danes. Napol povedana zgodba je tudi ta s tem našim virusom. Vsi smo v tem zelo spremenjenem dogajanju, ki ga doživljamo vsak po svoje in zagotovo zelo drugače, kot smo bili vajeni. Tudi naše življenje se zdi kot napol povedana zgodba. Smrt je točka preloma, preobrat. Tiste naše življenjske zgodbe, kjer se dogajanje ostro zasuče. Včasih eno, včasih povsem drugo smer. Dokler pripovedujem svojo zgodbo, imam priložnost živeti stotinke dneva tako ali drugače. Pri nas doma se stotinke začnejo zgodaj zjutraj, ko hiša zadiši po prvi kavici in z Mitjo prebereva dnevno Božjo besedo. Kristina si že zelo zgodaj ogreva prste. Naš mali Bah išče žrtev za prvi jutranji sprehod. Študentka Klara pridno študira. No, malce kasneje. Srednješolka Katarina je zakopana v zvezke in se pridno uči. Ali pač. Skupna kosila so v tem času nekaj izrednega, saj smo jih že skoraj odpisali, odkar Klara študira v Ljubljani. Je pa veliko smeha, sodelovanja, kričanja, slave in dobre volje, vsega, kar spada k zdravemu družinskemu vzdušju. Lepo vreme izkoristimo za delo na njivi. Te dni smo posadili krompir in čebulo. Narava se prebuja v vsem svojem sijaju. Mi pa uživamo v tem delu naše zgodbe. Izkoristimo čas za sprehode, za biti skupaj, nabiramo prave zaklade in praznujemo življenje. Vse, kar imamo, nam je podarjeno. Virus nam ničesar ni vzel, kar bi bilo naše. Naše življenje, ki se samo zdi, da je naše, je pač ubralo druga pota. Nekdo je zakormaril v smer, ki je nismo načrtovali. A za take nedružabne ljudi, kot smo mi v naši družini, je to pravzaprav svojevrsten blagoslov. Še naš mali Bahec zgleda, da si je oddahnil živce. Vsi tisti obiski, kot da so zgodovina. Še poštar samo odloži paket pred vrati. Prosim, ne zgražajte se. Jezus tudi vam pravi: kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen. In če še vedno ne razumete, je električar takole rekel: bolje izolacija kot ozemljitev.